Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Ali ste že slišali kdaj za šport, ki združuje gimnastiko, akrobatiko in ples? To je twirling. In v današnji oddaji bomo izvedeli, kakšen šport je to, katere rekvizite uporabljamo pri njemu in kako je povezan z mažoretkami. Z mano v studiu že lepo pozdravljam trenerko twirlinga, Mojco Jakob. Lep dober dan. Ali je res, da imajo mažorete in twirling skupne korenine? Res je. Najprej so bile mažorete oziroma švicarski priseljenci so prenesli ples zastav v Ameriko in Američani so to povzeli. Palica se je dejansko spremenila iz zastave v palico in potem so postale najprej mažorete. Seveda čez leta oziroma nekje pred 30 leti je pa tudi twirling prišel v Slovenijo in smo se tudi Slovenci z njim prvič srečali. Torej so bile mažorete najprej in potem twirling. Kako pa so mažoretna dejavnost in twirling, kako se danes razlikujeta in v čem sta si podobni? Najprej predvsem v oblačilih. Mažorete imajo uniforme, srečamo jih v korakanju z godbeniki. V twirlingu imamo pa dejansko, smo pa bolj dvoranski šport, imamo še akrobatiko, gimnastiko, ples. Glavni rekvizit palica nam je pač obema enak, razen pri mažoretah si je palica krajša, ker tudi lažje izvajajo določene elemente. Pri twirlingu nam je pa palica daljša, ker tudi lažje izvedemo role in je potem to posledično boljša zadeva. Torej mažorete vedno vidimo zgodbo ali jih lahko vidimo tudi kje drugje? Novodobne mažorete ne potrebujejo zmeraj godbe, tudi na glasbo tekmujejo in je lahko tudi čisto sodobna glasba brez godbenikov. Torej ni potrebno, da je glasba podobna tisti, ki jo igra orkester? Ne, se že prilagodijo na kaj bolj sodobnega. V uvodu sem povedala, da je twirling šport, ki združuje gimnastiko, akrobatiko in ples. Bi se strinjali s tem? Bi še kaj dodali? Ja, se strinjam. Je pa tako, da imamo še osnove baleta in potem je prepleteno v koreografijo. Povedali ste že nekaj o oblačilih, o palici. Kako se imenuje palica, ki jo imava tudi tukaj zraven v studiu? Twirling baton, twirling palica in z njo tudi dejansko delamo vse, kar je povezano z twirlingom. Je pa torej čisto ista za mažorete in za twirling? Je enaka. Načeloma imajo pa mažorete samo krajšo verzijo, mi pa daljšo. Kako pa je ta palica sestavljena? Palica je sestavljena iz kovinskega dela palice in velike in male bučke, že zaradi ravnotežja, da potem lažje se tudi palica vrti. Pa uporabljate pri twirlingu ali mažoretah tudi kakšne druge pripomočke? Načeloma so najbolj aktualni pompomi, ki jih vidimo tudi od spredaj. Drugače pa je to. Omenili ste tudi oblačila. Kako se razlikujejo pri mažoretah in pri twirlingu? Nekaj jih imava tudi tukaj pred sabo, lahko pokaževa. Ta dva sta za twirling, uniforma je mažoretna. Načeloma je tako, da imajo mažorete uniforme v barvi občine, iz katere prihajajo. Pri twirlingu je pa tako, da so dresi načeloma narejeni na glasbo, na katero pleše program in sovpada kot dejansko kot kostum pride na koncu. In kje dobijo dekleta te drese? Damo jih delati šiviljam. Navadno gre punca z glasbo, pove, pokaže šivilji. Večinoma imajo že nekje zbrano koncept, kaj si želijo deklice in potem z skupnimi idejami pridemo do končnega rezultata. Ali se lahko torej same odločijo, kakšne barve bo njihov dres in kakšne bleščice bo imel? Načeloma ja, mora biti pa v kontekstu z glasbo. Mažorete so tudi vedno zelo lepo urejene, vedno imajo lepe fige, frizure. Ali je vse to pomembno pri tej dejavnosti? Definitivno, zaradi tega, ker tudi oprava izgleda čisto drugače.
Je pa tako, da sam način izvedbe programov zahteva eleganco, tako da je frizura potem tista pika na i, ki pripomore še k boljši izvedbi. Pri mažoretkah in twirlingu največkrat vidimo dekleta. Pa je šport primeren tudi za dečke? Pri mažoretah načeloma dečkov ne vidimo, pri twirlingu pa seveda so dobrodošli. Sicer jih je zelo malo in v Sloveniji in v svetu, ampak trend narašča, tako da upajmo, da se tudi pri nas opogumijo. No, preden se mi v studiu pridružita naši punci, se naj zahvalim vam za vse informacije, pa se vidiva še na koncu. Tako. Preden nadaljujemo, pa si privoščimo še malo glasbe. Čista dio za terapijo, odklinkalo mi je. Ko te bom poročil, ne bom več frendi pil, če moti te, ne bom nič več kadil. Peljal te bom v svet, na Juka Biolet, zakreditiral se za 20 let. Posodo ti bom prav, ti kuhal in sezal, pa tudi na terapijo bom pristal. Ne bom na fuzbol šel, če tebi v kino se bo šlo gledat romantično komedijo. To je bolano, kaj dela z mano, ne folga mi srce. Sem čista dio za terapijo, odklinkalo mi je. Bolano, kaj dela z mano, se mi smejijo že vsi, a mi zato vseeno je, prisežem ti, jaz hočem te. Odkar sem te spoznal, moj jezik je dotal, prebil sem car, copata sem postal. Po spletu stokam te, všečkam vse, kar je, z nasmehom bebavim, zalotim se. Posodo ti bom prav, ti kuhal in sesal, pa tudi na terapijo bom pristal. Ne bom na fuzbol šel, če tebi v kino se bo šlo gledat romantično komedijo. To je bolano, kaj dela z mano, ne folga mi srce. Sem čista dio za terapijo, odklinkalo mi je. Bolano, kaj dela z mano, se mi smejijo že vsi, a mi zato vseeno je, prisežem ti, jaz hočem te. Bolano, kaj dela z mano, ne folga mi srce. Sem čista dio za terapijo, odklinkalo mi je. Bolano, kaj dela z mano, se mi smejijo že vsi, a mi zato vseeno je, prisežem ti, jaz hočem te. A mi zato vseeno je, prisežem ti, jaz hočem te. V današnji oddaji ugotavljamo, kako so mažorete povezane s twirlingom. Z mano v studiu sta se mi pridružili Meri Šinkovec in Zabrina Borenšek. Lepo pozdravljeni, zdravo. Zdravo. Bravo. Meri, ti treniraš, ti si mažoretka, kaj ne? Ja. Zabrina, ti pa? Twirling. Ti pa treniraš twirling. Najprej me zanima, kje sta sploh ugotovili za to in se odločili, da bosta to trenirali. Kaj je tebe, Meri, navdušilo nad mažoretami? Mene je navdušilo, ko sem videla punce, da so trenirale mažoretke pa twirling, sem bila zelo vesela in sem potem še jaz vadila. Koliko pa si stara 6. in koliko časa že treniraš? 1. 1 leto, odlično. Ali si bila tudi ti najprej mažoreta in si potem kasneje začela s Ne, twirlingom? jaz nisem bila mažoreta. Ti si torej takoj začela s twirlingom? Ja. Koliko pa si ti stara 9. in koliko časa že treniraš twirling? 3 leta. Kaj pa je tebe navdušilo? Zakaj si se odločila za twirling?
Navdušila sem se za twirling, ker sem videla, kako so vrtele punce, pa kako so metale in naredile kolo in mene je tudi navdušilo, kako so to delale. Odlično. Kje si torej izvedela za to? Od mamice. Od mami. In potem si jih še nekje videla in Ja. so ti bile tako zelo všeč. Kolikokrat na teden pa ti hodiš k mažoretam, Mary? Jaz hodim 2 leti, pa še na balet. 2-krat na teden? Ja. 2-krat na teden hodiš k mažoretam? Ja. Treniraš pa tudi balet? Ja. Odlično. Torej več stvari. Pa so mažorete in balet kako povezani? Je podobno? Ne. Ni podobno. Pri baletkah verjetno stojite na konicah prstov. Ali to še ne? Ne še. Tako. Pa pri baletu nimate te palice, kaj ne? Ne. In kako dolgo traja povprečen mažoretni trening? Več kot 1 uro? Ste dolgo tam? Ja. Ja, kar dolgo. Kaj pa delate na treningih? Palce vrtimo, se igramo, lovimo, se ogrejemo telo in potem še vadimo za nastop. Ali vedno trenirate v skupinah ali imaš tudi kdaj sama trening? Vedno, ko imamo tekmo, sami treniramo. In ti si bila letos na enem tekmovanju, kaj ne? Ja. Kaj si delala na tem tekmovanju? Korakala sem, In kako se je reklo tekmovanju, se spomniš? abeceda. Abeceda, mažoretna abeceda torej. In katero mesto si osvojila tam? Prvo. Tako da si dobila zlato priznanje. Ja. Čestitam. Povej mi še ti, Zabrina, kolikokrat na teden pa ti treniraš 2-krat twirling? do 3 tedne. Odlično. Pa so treningi dolgi? Ja. In kaj vse se naučiš pri twirlingu? Vrtenje palice, gimnastiko tudi imamo, balet, pa ples. Torej, kar nekaj stvari, Ja. zelo veliko se naučite. Ali mi lahko opišeš, kako poteka običajen twirling trening? Kako se začne, kaj potem delate? Najprej se ogrevamo, naredimo 10 ali 5 krogov, potem se ogrejemo telo in zapestja se ogrejemo, potem pa začnemo že kar koreografije ponavljati in če nam kaj ne gre, pa ono ponavljamo, pa naprej koreografije. Pa so te koreografije težke? Ne. Kako pa se lotite učenja koreografij? Začnemo tako, da nam najprej Mojca razloži, kako začnemo vrteti, nam vse pove, kako vrtimo palico. In smo tako začeli vrteti palico in sem tako osvojila to. Ali vse koreografije že od začetka vadite s palico ali začnete najprej brez palice? Za palico. Torej je palica vedno zraven vas. Ja. Ali vedno trenirate v skupinah, tako kot mažoretke? Ne, lahko tudi sama treniramo. In kako ti treniraš? Sama ali pa da je nekdo zraven mene, ko tudi vadi. Torej, to pomeni, da lahko twirling treniramo sami, v dvojicah ali pa tudi v skupini. Ja, In kaj je tebi najbolj všeč, ko si sama ali ko si v dvojici? sama. Odlično. Na nastop ne sme nobena od vaju pozabiti palice. Kaj pa imate oblečeno na nastopih? To, kar nosite danes? Ja. Ja. In kje sta dobili te obleki? Od Elise sem jaz dobila. Aha, torej si obleke med sabo tudi podajate s kakšnimi prijateljicami, ki so Ja. trenirale twirling. Odlično. Kaj pa imate obuto? Obudno imamo pa špičke. Špičke, kaj je to? To imamo polprstne copatke. In vedno trenirate tudi v tem. Ja. Pa potem tudi na nastopih in tekmovanjih imate to Ja. obuto. Kaj pa, če nastopate zunaj, ali nastopate kdaj sploh zunaj, ali ste vedno v dvorani? Vedno smo v dvorani.
Pa je pomembna ta obutev? Ja, Torej, v navadnih čevljih ne bi morala nastopati? ne. Ne bi šlo. Zelo lepo sta urejeni, lepe frizure imata, lepe obleke. Ali je to pomembno pri mažoretah in twirlingu? Ja. Ja, zakaj pa? Ker moramo imeti to, ker so taka pravila. Ja, Torej, na tekmovanjih ocenjujejo tudi to, kako si urejen? Ja. ja, Tele palice, ki jih imata, ali imata vedno enake palice, ali si jih kdaj zamenjata? Ne. Je to tvoja palica, ki jo Ja. imaš vedno doma? Ti Ja. pa imaš to palico vedno Ja. pri sebi. Ti si mi že povedala, da si bila letos že na enem tekmovanju in si osvojila zlato priznanje. Kaj pa ti, Zabrina, si se že tudi kdaj udeležila Ja, v kakšnega? Barceloni, na Hrvaškem, v Novi Gorici in v Lenartu. In sem bila posod prva pa druga. Povsod torej Ja. zelo, zelo uspešna. Na katerem tekmovanju ti je bilo najbolj všeč? Katero tekmovanje ti je ostalo najbolj v spominu? V Barceloni. V Barceloni. Koliko časa pa si bila tam? Ste šli za več dni? Ja. Pa si imela čas si tudi ogledati mesto ali si ves čas trenirala za tekmovanje? Ne, smo se lahko šli ogledati mesto, pa še kopali smo se mal. Odlično, torej je ta šport odlična priložnost tudi za potovanja in da malo vidiš svet. Ja. Kako je sicer na tekmovanjih? Si bila živčna, preden si nastopala? Ne, Ne, čisto nič. nič. Koliko časa pa se pripravljaš na tekmovanje? Veliko časa. Veliko. Tudi doma vadim. Ja, celo leto. Ne celo leto. Čez poletje verjetno malo počivata. Ja. Potem pa čez leto, ko pa je šola, pa imate treninge verjetno vsak teden. Odlično. Zdaj me že zares zanima, kako to izgleda. Bi mi lahko kaj pokazali? Ja. Super, jaz že komaj čakam. Mišmaševci, punci se bosta pripravili, mi pa se prepustimo in uživajmo v nastopu. To je bila Mary, ki je izvajala osnovni korak. Zdaj pa si poglejmo še Zabrino, kako bo izvedla osnovni twirl 1. Punci, tole je bilo odlično, čestitam. Hvala. Še jaz sem se navdušila nad twirlingom in mažoretami. Ali bi me lahko naučili kakšen preprost trik? Ja. ja, Pa dajmo, najprej mi povejte, kaj bomo delale. Vrtenje. ja, Vrtenje palice, torej. Ja. Palico že imam, vidve jo tudi imata. Zdaj pa najbolje, da začnimo. Ali boš ti povedala, kaj delamo? Ja, najprej stegnemo roko, Najprej stegnemo roko. potem Ali se palica vedno drži v desni roki? Ne, tudi v levi. Tudi v levi se lahko, je pa verjetno lažje z desno. Ja. V redu, potem dajmo kar z desno. Ali je tudi, te še vprašam, preden začnemo, ali je pomembno, kateri del palice je obrnjen kam? Ja. Vidim, da je ena bučka malo večja kot druga. Ja. Torej, katera mora biti kam obrnjena? Velika mora biti spredaj, majhna pa proti nam. V redu, velika spredaj, majhna proti nam. Povej, Gremo kako v levo nadaljujemo? smer. V levo.
sebi, v desno stran in naravnost. To je vse. Ja. Ponovimo še enkrat, da mišmaševci vidijo še enkrat. Kar povej. V levo smer, k sebi, desno, ravno. Ravno. Odlično, kako mi gre? V redu. V redu? To pa moramo zdaj verjetno delati hitreje, da bo izgledalo dobro. Ja. Ali mi lahko ti najprej pokažeš, da vidim, kako to izgleda? Zelo hitro. Ja. Še ti, Meri? Ja. Naj še jaz poskusim, da vidimo, če bo šlo. Takole začnemo, kaj ne? Ja. Ja. A delam prav? Ja. Ja. Približno. Ja. Malo bi še mogla povaditi, ampak hvala punci, ker sta me naučili. Ni tako lahko. Kako se je vama zdelo prvič, ko sta vrteli tole palico? Ali se spomnite, kako je bilo? Povej ti najprej, Meri. Meni je bilo super in mi je bilo zelo všeč. Ali se spomniš, si se hitro naučila tega vrtenja? Ali je bilo težko na začetku? Težko je bilo malo na začetku. Težko, tako kot meni. Meni je bilo tudi zelo težko. Kaj pa tebi, se spomniš, kako je bilo takrat? Ja, takrat je bilo, da mi je bil ful čuden občutek, ampak sem se potem navadila občutka. Ja, tako da je bilo lažje. Ja. Torej, tudi tebi je bilo na začetku težko. Ja. To pomeni, da bi se jaz mogoče še lahko naučila, čeprav mi je bilo na začetku težko, z malo vaje in treninga, verjetno. Ja. Ja. Kako naporni pa so vajni treningi, Meri, najprej ti? Ali si utrujena po treningu? Ja, malo. Ja? Kaj pa ti, Sabrina? Malo, čist malo. Torej tako ne veliko. preveč. Ne. Ali sta kdaj pred nastopom ali tekmovanjem živčni, preden gresta na oder? Ne. Ne. Nikoli. Ti si že prej povedala, da pred tekmovanjem nisi bila živčna. Ja. Potem pa so pred nastopi pa potem tako ali tako nista živčni, če že pred tekmovanji nista. To pomeni, da dobro vse zvadita, Ja. preden gresta na tekmovanje. Torej se vama pred nastopom ni potrebno pomiriti in nimata nobene treme. Ja. Ja. Tako. Kaj pa bi ti rekla, Sabrina, da je najtežje pri twirlingu? Nič mi ni težko. Nič ni težko. Ne. Torej bi lahko rekli, da z vajo se vse da. Ja. Ampak če bi nekako ocenila vse te trike, ki jih delate, vrtenje palice, ki smo ga delali zdaj, je verjetno najlažja stvar. Ja. Ja. Kaj pa bi bila malo bolj težka stvar? Bolj težka stvar pa bi bila fiš. Fiš. Kaj pa je to? Fiš je, ko tako vrtimo. S tega znam. Zelo zanimivo. Ja, Meri, ti se boš še naučila. To pomeni, da palice sploh ne držiš s prsti, z dlanjo, ampak jo moraš samo vrteti. Ja. Torej moraš imeti verjetno veliko ravnotežja. Ja. Pa ti Tako je... kot ribica. zato se imenuje fiš Ja. kot ribica. Ti je že kdaj padla palica na kakšnem nastopu na tla? Ja. Kaj potem narediš? Poberem pa grem naprej. Torej, samo ne smeš se obremenjevati, kaj se je zgodilo in greš naprej, kot da nič ni bilo. Meri, kaj pa je tebi najtežje pri mažoretah? Meni je težje, fiš, pa Tega še torej ne znaš, kaj ne? ne. Ampak se boš pa verjetno enkrat naučila. Ja. Zdaj si še mažoreta, pa si želiš kdaj trenirati tudi twirling? Ja. Ja, odlično. Tako da boste mogoče lahko kdaj tudi skupaj nastopali v kakšni dvojici, kaj ne? Ja. Ja. Sabrina, kaj je tebi pri twirlingu najbolj všeč? Met na tla. Met na tla. Ja. Kakšni zanimivi izrazi. Kaj pa je to? Met na tla je, ko vržeš, pa se zavrtiš. Pa Aha. greš na tla. Torej, palico vržeš v zrak, vmes se zavrtiš Na tla. na tla in potem jo ujameš. Ja. Odličen trik. Se ti je že tudi pri tem kdaj zgodilo, da ti je palica padla na tla?
verjetno velikokrat sploh, ko se učiš novih trikov. Ja. Ali je težko na začetku, ko ti trenerka pokaže nek nov trik in se ga moraš naučiti? Ne. Ni tako? Ne. Hitro gotoviš, kako gre. Mary, kaj pa je tebi pri mažoretah najbolj všeč? Všeč mi je kolo, ki delamo, pa palce vrtimo. Imamo zraven tudi cofe in to je vse. Odlično. Sabrina, kateri bi torej rekla, da je tvoj najljubši trik ali figura ta met na tla? Ja. Odlično. Kako pa bi s 3 besedami opisala twirling? Da je zanimiv, zabaven in poučen. Zanimivo, zabavno in poučno torej. Ja. Mary, kako pa bi ti s 3 besedami opisala mažorete? Da je zabaven, dober in učen. Zabavno, dobro in poučno. Odlično. Za konec vas še vprašam, zakaj bi to priporočili drugim? Mary, najprej ti? Zato, ker mi je zabavno. Ker je zabavno. Ja. Kaj pa ti, Sabrina, zakaj bi to priporočila kakšni prijateljici ali prijatelju? Ker je zabaven in ker lahko spoznam nove prijatelje. Super. Punci, najlepša hvala, ker ste se mi pridružili in hvala za vse, kar ste nama, meni in mišmašovcem pokazali, pa da ste me naučili osnov, kako vrteti tole palico. Mišmaševci, preden nadaljujemo, preden se nam zopet v studiu pridruži trenerka, pa si zopet privoščimo malo glasbe. Daj nam pokliči, cifroma mesto, greva tja dol, kjer morje je čisto, modro nebo, je isto še kot je bilo. Se spomniš poletja, fanta tistega, razmazane šminke, prvič zlomljenega srca. Jokali se skupaj, smejali se na glas. Daj prileti do mene, a ne bi bil spet že čas. Daj no pokliči, cifroma mesto, greva tja dol, kjer morje je čisto, modro nebo, je isto še kot je bilo. Ko punce bile smo, daj no pokliči, cifra je ista, isto sem jaz in ti si še tista, ki je bila ob meni na vrhu in gor. Ko sva plesali na dežju, se spomniš trenutkov, ko sami sva bili na pesku, na soncu, sami čisto brez skrbi. Ko gledam zdaj slike, na njih sva jaz in ti, ako slike zbledijo, nam ostal bo ta spomin. Daj no pokliči, cifroma mesto, greva tja dol, kjer morje je čisto, modro nebo, je isto še kot je bilo. Ko punce bile smo, daj no pokliči, cifra je ista, isto sem jaz in ti si še tista, ki je bila ob meni na vrhu in gor. Ko sva plesali na dežju, na dežju, na dežju, na dežju. Ko sva plesali na dežju, na dežju. Ko sva plesali na dežju, na dežju. Cifroma mesto, daj no pokliči, cifroma mesto, greva tja dol, kjer morje je čisto, modro nebo, je isto še kot je bilo. Ko punce bile smo, daj no pokliči, cifra je ista, isto sem jaz in ti si še tista, ki je bila
Smo že nazaj in v studiu se nam je zopet pridružila trenerka twirlinga. Zabrina nam je prej pokazala osnovni twirl 1. Kaj to sploh je? To spada pod twirling abecedo. Mi smo kot klub društvo člani Mažoretne in Twirling zveze Slovenije. In tukaj se odvijajo tudi tekmovanja. Začetniki, tisti, ki vstopajo v twirling, grejo čez twirling abecedo, potem grejo na državna tekmovanja, kjer se lahko pomerijo v solotih in freestylih, prostih kategorijah. Iz tega lahko gremo še v pare. Iz parev so skupine male in velike in iz tega potem lahko, če jih zamika oziroma zanimanja je čedalje več, grejo v tu in tribaton. To pomeni, da naredijo koreografijo z 2 palicama in potem tudi z 3 palicami in to traja ena koreografija nekje 2 do 3 minute. Osnovni twirl 1 je torej prva stopnja abecede. Tako, potem je še osnovni twirl 2 in osnovni twirl 3. Vsak osnovni twirl se nadgrajuje in je tudi dosti težji od prvega oziroma tretji od drugega. Torej 3 se morajo naučiti in potem so pripravljeni za težje koreografije, če razumem pravilno. Nivo 1 in nivo 2 je zelo pomemben zaradi tega, ker to je vstopnica za državno tekmovanje. Prej na državno tekmovanje ne morejo iti. Torej morajo to najprej opraviti. Osvojiti in dobiti zlato ali srebrno medaljo. Pa če greva po vrsti. Rekli ste, da lahko tekmuješ in nastopaš sam. Tako, to je solo program, približen isti koncept, kot ga je Zabrina danes pokazala. Potem je še pa prosti program, freestyle, na katerega lahko si punca sama zbere glasbo oziroma jo s trenerko oziroma z mano skombinirava in kar je njej všeč, potem se na to glasbo naredi koreografija. In kako približno izgleda freestyle? Kako se razlikuje od tega, kar nam je Zabrina pokazala danes? Solo pomeni, da pleše deklica 3x4 metre in se od tega ne odstopa. Freestyle se pa pleše na večji površini, kar pomeni, da je izkoristek športne dvorane čim večji. In katere trike, figure lahko uporablja pri freestylu? Načeloma je tako, da za palico naredijo mete, lupe, role, potem pa še zraven dodamo gimnastiko, akrobatiko in seveda sestavni del je tudi ples. No, nastopajo pa lahko tudi v dvojicah. Tako, v Kako parih. potem tisto izgleda? Dejansko je kot freestyle, ampak mora biti povezava med dvema, lahko tudi med fantom in punco, lahko sta 2 punci in načeloma se te elementi prepletajo v koreografiji. Ali si kdaj tudi zamenjajo potem palice med seboj? Tudi si zamenjajo, tudi dejansko lahko naredi ena kolo na drugi, lahko so plesni elementi, ki so v paru v vseh športih ostalih, tudi iz gimnastike potem potegnjeno, tako da ja. Kaj pa, če smo v skupini, kako pa potem takrat izgleda twirling? V skupini je pa dosti težje, ampak je pa skupina najlepši zaključek, zaradi tega, ker tam se pač palce med vsemi člani menjavajo, potem tudi sodelovanje je zelo pomembno oziroma ta timski duh, da lahko skupina odpleše tako, kot je treba. Kaj pa je najbolj pogosto, to, da nekdo nastopa sam, v dvojicah ali v skupini? To je pa čisto odvisno od otroka, njegovega karakterja oziroma kje se najde. Načeloma prvo leto so vsi v posameznih kategorijah, potem pač tudi kot trener vidiš, v čem se otrok najbolj najde. No in prej ste rekli, da lahko nastopamo z eno palico, to je verjetno najbolj osnovna in tudi najlažja. Tako. Kaj pa z 2? Kaj to pomeni? Da imamo eno palico ves čas v levi in drugo ves čas v desni roki ali kako? Načeloma to je tu baton in program se preplesuje tako, da obe palici skozi delata. Načeloma naj ne bi bilo mrtve palice, to pomeni, da je palica v mirovanju, ampak se skozi prepletajo. Kaj pa, če imamo 3 palice? Je pa že potem žongliranje. Torej imamo 3 palice ves čas pri sebi, ni tako, da bi ena ležala na tleh in čakala? Ne, ali je v zraku, ali so v rokah, ni pa na tleh. No, to verjetno še Meri in Zabrina zdaj ne bi morali početi.
Z 3 ne, z 2 pa mogoče že. Odlično. In kdaj je primerno, da začnemo trenirati twirling? Spet je odvisno od otroka, koliko je zrel. Načeloma vpisujemo od 4 let naprej in potem nadgrajujemo vsako leto. Seveda mlajši, ko so otroci, bolj gre čez igro vse skupaj, starejši kot so, grejo že potem tudi na prva resna tekmovanja in potem so tudi treningi malenkost bolj strogi in dosledni. Ali imamo tudi v Sloveniji veliko tekmovanj za twirling? Na državni ravni imamo predtekmovanje v solotu, predtekmovanje v freestylu, potem je državno tekmovanje. Seveda starejši, ko so, se lahko kvalificirajo na evropska tekmovanja, evropski pokal in seveda na koncu tudi na svetovno prvenstvo. Pa tudi za mažorete imamo tekmovanja, se je tudi Meri bila na njem letos, ne? Tako, je tudi začnejo z mažoretno abecedo, potem pa grejo naprej na državno tekmovanje in seveda tudi evropska in svetovna so pri njih. Kaj vse se bodo otroci naučili pri mažoretah, če primerjamo s twirlingom? Pri mažoretah je bolj šov, da korakajo, da se imajo punce fajn. Pri twirlingu potem je pa najbolje, da naučimo telo, da... Ne, zafrknila sem. Pri twirlingu je pomembno, da telo sodeluje s palico in potem zgleda estetsko na koncu. Za konec, če poveva, za koga je torej primeren twirling? Načeloma za vse otroke, izločujemo nikogar ne. Je pa res, da ko enkrat otrok poskusi, se večinoma vsi najdejo v tem. In zakaj bi ga priporočili? Najbolj zaradi druženja, potem tudi, da sooblikuje svojo osebnost, samozavest in seveda tudi, da se nekaj novega naučijo. Najlepša hvala za vse informacije in današnji obisk v studiu. Hvala vam. Mišmaševci, danes smo izvedeli, kako je twirling povezan z mažoretami. Prepričana sem, da ste se naučili kaj novega. Imejte se lepo in se nam znova pridružite prihodnji petek ob 18. uri. Kako lepo se mi zdi, ko se v naročju prebudim. Ko me pogledaš, se stopim, važno mi je le, to razmano si. Kako lepo zazvenim, ko gledava se, jaz in ti. Ko me poljubiš, zagorim, ustrahtim, poletim. Kako lepo se mi zdi, ko sama sva v postelji. Ko me objameš, se stopim, važno mi je le, to da z mano si. Kako lepo se mi zdi, da našla sva se, jaz in ti. Ko me poljubiš, zagorim, zažarim, poletim. Srečna, zavedno, srečna.
ob tebi